Lepo pozdravljeni v novem Nepremičninkotu. Tokrat bomo govorili o vedno aktualni temi izbiri upravnika za večstanovanjske stavbe. Kdaj je potreben, kaj dela in kako se ga izbira ali razreši. Če v večstanovanjski stavbi na primer živita vsaj dva lastnika in ima stavba več kot 8 posameznih delov, torej stanovanj in lokalov in drugega, morajo lastniki izbrati upravnika. To je lahko podjetje ali posameznik, ki je registriran za upravljanje nepremičnin. Izbira upravnika zahteva soglasje več kot polovice lastnikov glede na lastniške deleže. Upravnik skrbi za stavbo, ureja vzdrževanje, razdeljuje in izterja stroške, upravlja denar v rezervnem skladu ter zastopa lastnike pri različnih organih ali postopkih. Prav tako mora lastnikom redno poročati o svojem delu ter jim pošiljati mesečne in letne obračune stroškov. Če pa lastniki z upravnikom niso zadovoljni, ga lahko razrešijo na enak način, kot so ga izbrali, z več kot 50% deležem, torej soglasjem glede na lastniške deleže. Pogodbo lahko odpovejo kadarkoli, pri čemer je običajen odpovedni rok vsaj 3 mesece, razen če pogodba določa drugače. Če je upravnik za stavbo obvezen, morajo po razrešitvi seveda izbrati novega. In še to, v stavbah, kjer pa upravnik ni obvezen, pa je možno seveda, da se lastniki sami dogovorijo, kako bodo skrbeli za skupne stroške in vzdrževanje stavbe. Seveda, vse mora biti v skladu z zakonom. To pa je za danes vse. Našo aktualno ponudbo stanovanj, hiš, poslovnih prostorov in drugega seveda najdete na spletni strani galeja.si.